Iztok, pozdravljen. Bova nadaljevala kar tam, kjer so zadnjič zaključila. Jaz upam, da do enega napredka je vsem prišlo, nimava noro veliko časa, ampak zato sem jaz pripravil že tudi mečkan stvari vnaprej. Pa poskusva kar tole. Blow. Blow. Tako je. Yes. Potem bi bilo tole. Low. Bravo. Oh. Ne. Zakaj bi mislil, da je oh? Au. Au. Ja. Au? No, ponoviva torej. Au. Owl. Owl? Yes. Bowl. Ne. Zakaj bi mislil, da je to bowl? In še kaj naprej, ne? Bowl. Bowl. Ja, vidim, da bo treba doma več delati. Bomo dali eno domačo nalogo, ker v šoli očitno je premalo to. Pozabva, pustva to besedo, pa greva na čisto drugo temo. Poskusva tole. Ta bo zapletena. Kako? Rage. Bravo. Kaj je pa pol to? Courage. Ja, kako si pa to zdaj vedel, da je courage? Je pa če imam tak avto zunaj parkiran. Kakšen, da rabiš pogum za? Ne, je na elektriko, ampak je voja courage. Kako se pa voja napiše? A zdaj bomo pa vloge zamenjali, gospod profesor, doktor, docent, magister ali kaj si že. No, se sva rekla, ni veliko časa, ne? Treba več delati doma, pa se vidi naslednji teden. Jaz moram jeti. Voja courage, dragi gledalci in gledalke. Sem v prejšnjih oddajah že razlagal, da so kitajske znamke večinoma precej stare in imajo bogato tradicijo, tudi če jih mi ne poznamo. No, tale znamka tokrat ob meni je pa stara že šele 6 let. Znamko Voja so namreč ustanovili leta 2019, ustanovila jo je pa korporacija Dongfeng Motor Corporation, ki pa seveda že več desetletij izdeluje avtomobile in imajo ogromno znanja. Zato tole ni prvi poskus in upanje, da bo, ampak zelo korekten avtomobil, ki v zelje skače tudi kakšni drugi znamki. Dam en namig, tudi tista ima takšno kupolasto obliko. To pa ne pomeni, da je za pogledat totalno generičen in tudi ne, da je courage star že 6 let pa na pol zastarel. Lansko leto so ga predstavili, je pa to precej velik križanec, ki malenkost diši že po enoprostorniku. Se mi pa za pogled zdi predvsem zanimiv tukaj spredaj, ker ima že te luči lepe, no potem je pa še tukaj spredaj na smrčku en kup lučk, pa ful zanimiva je ta reža tukaj skozi, ker je luknja v bistvu do sem dol in zato potem izgleda, da ta logotip kar lebdi. Se mi zdi zanimivo, da oblikovalci v takšnem segmentu, kjer je tekmecev nenormalno veliko, še vedno najdejo navdih, pa kakšno stvar naredijo malo drugače. Če smo doslej v večini kitajskih avtov srečali precej nastopaške notranjosti z veliko umetnega usnja, z veliko lučkami, barvami in pregibi, je ta notranjost zelo minimalistična in me v bistvu ravno zato spet spomni na isto ameriško znamko, ampak z nekaj svojega pridiha. Ima pa eno zanimivo funkcijo in sicer tole. Evo. Če imaš s sabo sopotnika, ki bi non-stop rad čvekal s tabo, tebi se pa ne ljubi pogovarjati, mu zaslon enostavno pripelješ pred nos, pa ne buli tja noter. Ali pa nazaj k sebi. Materiali so tukaj malenkost bolj zadržani, nikakor pa ne ceneni, ker Voja pri Dongfengu smatrajo za premium znamko. Vse skupaj je izdelano zelo dobro, zato tukaj nimam pripomb, mogoče res ne bi rekel, da je totalno prestižno, je pa na vseeno dovolj visokem nivoju, da ni neprestižno. In res veliko prostora imam tukaj spredaj, tudi sedim udobno, ker je sedež dober. Tale senčnik se mi je v štartu zdel dobra ideja, zato ker vidim skozenj, ampak potem pa med vožnjo opažam, da se mi pojavljajo obrisi avtomobilov, ki se vozijo za mano in me vse skupaj malenkost moti, tako da zdaj se mi ne zdi več toliko dobra ideja. Imam pa celo vgrajene parfume, evo, to je pa dobra fora, pa veliko prostora tudi seveda tamle zadaj. Številke pravijo, da je tukaj 527 litrov prostora in lahko takoj povem, da je prtljažnik zelo uporaben. V bistvu še najbolj mi je pa mogoče všeč tale luknja, v katero lahko pospravite polnilne kable ali pa manjši kovček, ker je res ogromna.
In sploh še nisem povedal, da Voya Courage ne poganja 1,5 litrski turbobencinski motor, niti 2-litrski ne, ampak elektromotor. Dve različici imate na voljo, ta je šibkejša in ima samo 215 kW moči oziroma 292 konjičkov, pa zadnji pogon, močnejše ima pa seveda 2 elektromotorja, ampak je že ta v bistvu več kot dovolj hiter. Baterija se polni z največ 200 kW, ima 80 kWh kapacitete, oba podatka sta torej dovolj dobra, v praksi pa je seveda zelo pomembno tudi to, kako varčen je avtomobil. Se veste, da ga ne boste polnili vsakih 5 km. In Courage je lahko presenetljivo varčen. Bomo v testu sicer povedali več, ampak med Bledom in Bohinjem sem se vozil s 14 kWh porabe, z vsemi snemanji in z velike avtoceste pa smo še vedno na 18 kWh, pa bi realno šlo še kakšen kilovatak manj, ali pa celo 2 na 100 km. To je precej dober rezultat, ker je avto velik in dolg preko 4,7 metra. Skratka, pravi družinski stroj.